preiskovalna komisija, ki jo vodim, oziroma tako drugače bomo začeli. Preiskovalna komisija za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ki so sodelovali pri pripravi in izvedbi gradbenih investicij javnega pomena na področju izgradnje avtocest, se pravi gradnje avtocest in objektov gospodarske javne infrastrukture, je na današnji 3. seji sprejela, da želi svojo preiskavo predvsem ugotoviti, ali so bili avtocestni projekti izvedeni pregledno. Pri tem želimo ugotoviti in razjasniti pogoje in postopke oddaje javnih naročil, izbora ponudb, pogajanj ter vsebino ponudb. Ugotoviti želimo, ali so bili proračunski viri za trošenje sredstev črpani racionalno, namensko in ali so bili črpani skladno s predpisi. Pri tem bomo skušali ugotoviti, dokazati ali pa ovreči sum oškodovanja države pri posameznih projektih. Preiskovalna komisija bo prav tako poskušala ovreči ali dokazati sum, da je bila pri postopkih urbanističnega, prostorskega in okoljskega dela izvedbe investicij prihajalo do zlorab strani nosilcev javnih funkcij in s tem do neupravičenih koristi in korupcij. Pri tem bomo skušali ugotoviti, dokazati ali ovreči sum, da je pri dogovarjanjih med nosilci javnih funkcij v postopkih priprave javnih naročil in potencialnimi ponudniki prihajalo do podkupovanja in ostalih koruptivnih dejanj, ki so prispevala k neupravičeni pridobitvi posla in oškodovanja države, pri tem pa ugotoviti, dokazati ali ovreči sum, da je pri tovrstnih povezavah prihajalo do izseljevanja in političnih navodil med posamezniki v tej verigi. Preiskovalna komisija bo ugotavljala, ali je šlo pri izbiranju izvajalcev avtocestnega programa strani Darsa za sistematično prilagajanje razpisnih pogojev na način, da je bilo možno sklepati pogodbe z vedno istimi podjetji. Preiskovalna komisija bo tudi ugotavljala, ali so bila dodatna dela, ki so zviševala osnovne investicijske vrednosti investicij, realna, ali pa so bila posledica že vnaprej dogovorjenega postopka oddaje del z nizkimi ponudbenimi vrednostmi, ki so favorizirala določene ponudnike. Preverili in ugotavljali bomo vpletenost nosilcev javnih funkcij pri teh postopkih. Preiskovalna komisija bo preverila tudi vse postopke od načrtovanja in umeščanja tras v prostor do sprememb projektov pred in med gradnjo in še zlasti tistih, kjer je končna cena projektov močno odstopala od prvotne, z namenom, da se ugotovi, ali je šlo za morebitne zlorabe položaja, za koruptivna dejanja in nenamensko trošenje davkoplačevalskega denarja za dosego zasebnih koristi podjetij in posameznikov. Preverili pa bomo tudi sum o posredni ali neposredni povezavi med gradbenimi podjetji in njihovimi zakonitimi zastopniki ter nosilci javnih funkcij med postopki lastninskih preoblikovanj in menedžerskimi odkupi gradbenih podjetij, predvsem SCT, ki je na avtocestnih projektih v Republiki Sloveniji od leta 1996 dalje opravila največ del. V ta namen bo preiskovalna komisija za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ki so sodelovali pri pripravi in izvedbi gradbenih investicij javnega pomena na področju izgradnje avtocest in objektov gospodarske javne infrastrukture, pregledala in preverila različna gradiva, ki smo jih že pridobili, in sicer strani Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, Računskega sodišča, Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za promet, Komisije za peticije ter človekove pravice in enake možnosti,
Državne revizijske komisije, Inženirske zbornice Slovenije in drugih. Preverili pa bomo tudi nekatera druga gradiva, kot naprimer peticijo za izgradnjo hitre ceste Hajdina-Ormož, zapisnike koordinacijskih sestankov med DARS DD, DDC, Svetovanje inženiring DO in pa direktori izvajalskih podjetij od leta 1996 do 2002 ter ponudbeno dokumentacijo izbranega izvajalca za predor Šentvid. Komisija bo tudi preučila gradivo Urada Republike Slovenije za varstvo konkurence v zvezi z uvedeno preiskavo o sumu kartelnega dogovarjanja gradbenih podjetij in sicer končno odločbo oziroma sklep. Danes smo na seji določili tudi 35 prič, ki jih bomo zaslišali. Med njimi so nekdanji ministri za okolje in prostor, naprimer dr. Pavla Gantarja, magistra Janeza Kopača, Janeza Podobnika, Karla Viktorja Erjavca, pa tudi nekatere državne sekretarje v obdobju od leta 1996 naprej. Zaslišali bomo tudi nekdanje ministre za promet, Jakoba Presečnika, dr. Marka Pavliho, Janeza Božiča, Radovana Žerjava, pa tudi sedanjega ministra za promet dr. Patrika Vlačiča. Zaslišali pa bomo tudi nekdanje ministre za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, vse predsednike uprav DARS-a in nadzornih svetov DARS-a ter člane odgovorne za finance in tehnično pripravo in izvedbo del. Prav tako bomo zaslišali tudi odgovorne osebe strani izvajalcev, naprimer Ivana Zidarja, SCT Dušana Črnigoja, generalnega direktorja Primorja in pa Radoša Lipanja, direktorja Kraškega Zidarja. V komisiji menimo, da bodo priče, ki jih bomo zaslišali, dali relevantne odgovore na naša vprašanja, seveda pa se bo ta dokazni sklep lahko preiskovalna komisija tudi kadarkoli spremenila ali dopolnila.